In z velikim veseljem pozdravljamo v tem studiu, kot smo napovedali, gospod magistro Lidijo Pliberšek iz našega pogrebnega podjetja. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj je to kar blizu ta dan, ne? Bomo rekli 1. november in to je takrat tradicionalno jasno, da največja gneča na pokopališčih in nas zanima, kako ste pripravljeni zdaj z glavnimi nastopajočimi. Seveda nimate težav, verjetno vse ostalo okoli pa je večji problem, ne? Ja, res je. Zdaj 1. november je za Slovence eden zelo poseben dan, pa mogoče niti ne za Slovence, samo za Slovence, tudi za ostale dele v Evropi, pa vendarle mogoče še mesto Maribor ohranja to tradicijo 1. novembra z množičnimi prihodi na pokopališče. Vendar zdaj v času, ko so prazniki mogoče v času delavnika, se v bistvu pa zaznava to, da si ljudje vzamejo počitnice, pa v času 1. novembra ni toliko ljudi, kot je običajno. Zato pa je čas pred 1. novembrom, v bistvu ves ta teden, včeraj, ko sem šla v bistvu čez pokopališče, je bila v bistvu skoraj večja gneča kot za 1. november. Tako da v bistvu čas pred 1. novembrom, pravzaprav ves teden je tisti čas, kjer gre za množično obiskovanje pokopališča, množično urejanje grobov, pa mogoče ob tem vendarle izpostavim, da pa ni takšne razlike, kot je bila v preteklosti. Grobna mesta, torej pokopališča, kot neki prostor spomina, so obiskavana skozi vso leto in tudi grobna mesta so bolj ali manj urejena čez vso leto, vendar v 1. novembru pa se da še pač tista večja pozornost. Ja, no, absolutno. Tako da jaz vem, da pri pogrebnem podjetju Maribor lepo skrbite za vse skupaj, ampak zdaj čist tak, za 1. november, zdaj čist tehnično, samo dodamo te osnovne informacije, pripravlja se komemoracija, ki bo 1. novembra ob 10. Tako je. 1. novembra je zmeraj komemoracija ob parku spomina, ob delu pokopališča, ki se nahaja tako spominsko obeležje Prve svetovne vojne in Druge svetovne vojne. Takrat se v bistvu, to je ob 10. uri, in takrat se v bistvu tudi pričakuje glavnina obiskovalcev pokopališča Pobrežje. Sveda vedno je spremenjen prometni režim, kdaj se zapre tam tista cesta in mislim, da je tudi letos dostop brezplačen za avtobusi. Kako je s tem? Res je. Zdaj pravzaprav cesta 14. divizije je v celoti zaprta, že torej oba praznična dneva, 31. in 1. In pa seveda mesto Maribor je vendarle poskrbelo za to, da je prihod na pokopališče lahko prijazen, okolju prijazen na nek način, s tem, da so avtobusni prevozi do pokopališča, tako Pobrežje in Dobrava, tudi brezplačni. Pa še ena novost je na Dobravi, tam zdaj Majster vozi, ne? Res je. Na našo pobudo je potem tudi podjetje Marporom in pa mestna občina odreagirala v tem smislu, da podpirajo idejo, da je na pokopališču Dobrava tudi po vzoru ostalih pokopališč, predvsem pa v Sloveniji pokopališča v Žalah, v Ljubljani, vozil tisto tudi mini bus Majster. Upoštevati je treba v bistvu sledeče, da je pokopališče Dobrava veliko pokopališče, precej odmaknjeno. Samo pokopališče se razteza na 36 hektarjih, ta grobna mesta pa na 7 hektarjih. Upoštevajoč to dejstvo, se nam je zdelo pač v bistvu prav, da ljudem omogočimo po eni trasi, naprej zarisani trasi po glavnih poteh z 5 vstopnimi in stopnimi točkami v bistvu dostopa do različnih delov pokopališča. Tako da je tudi za to poskrbljeno na Dobravi. Še o dogajanjih na obeh pokopališčih zdaj ob dnevu mrtvih z magistro Pliberškovo, takoj po Rijani. Še vedno je gostja v tem studiu danes jutraj magistra Lidija Pliberšek. Dobro jutro. Dobro jutro še enkrat. Žal situacija je taka, 1. november je blizu, mi bi se lahko tudi julija ali pa avgusta pogovarjali, samo zdaj je res tak, da je fokus totalen na pokopališčih ob dnevu spomina na mrtve. Zdaj, kot smo rekli, stvar je urejena, organizirana, Majster vozi tudi na Dobravi, brezplačen avtobus na obe pokopališči in tako naprej. Zdaj pa me zanima ena stvar.
V Mariboru smo res progresivni, ali pa bomo rekli takole, v samem evropskem vrhu, tudi kar se tiče negovanja kulturne dediščine. In tudi to je en zanimiv pristop, kjer pa ste pravzaprav vi orali ledino na nek način. Ja, res je. Zdaj, mogoče izpostavim samo to, da pogrebno podjetje za mojim predsedovanjem vodi mednarodno organizacijo Združenja evropsko pomembnih pokopališč. To je mednarodna organizacija s sedežem v Italiji, v katero so vključena dejansko vsa najpomembnejša evropska pokopališča, torej vsa glavna mesta, torej čez 100 evropskih mest, od Dunaja, Londona, Madrida, Rima, seveda v Sloveniji Ljubljanske Žale in Mariborska pokopališča. Absolutno, Maribor, ja. Kaj je naše poslanstvo? Naše poslanstvo je pravzaprav predstaviti pokopališča kot pomemben del kulturne dediščine mesta, ljudi in pa njihovih običajev skozi čas. V prvi vrsti je pomembno, da pokopališča predstavimo kot del kulturne dediščine, potem ta pokopališča ohranimo kot del naše kulturne dediščine in nazadnje jih tudi predstavimo. Mogoče za informacijo v smislu tega, kako predstavljamo tudi pokopališča kot neki pomembno točko posameznega mesta, turističnega vidika in smo pred leti to združenje, torej Mednarodno združenje evropsko pomembnih pokopališč, prejelo tudi nagrado Svetovne turistične organizacije za inovativni pristop po turizmu. Wow. In pogrebno podjetje je pravzaprav kar dalo en velik doprinos k temu. Razvili smo v Mariboru tudi prvo aplikacijo v turistične namene, kjer v bistvu si lahko preneseš mobilno aplikacijo, ki te vodi po Pobreškem pokopališču in tudi po Dobravskem pokopališču, po posameznih grobovih, bodi si zaradi pomembne osebnosti, ki je tam pokopala, ustvarjala in delala v mestu in našla torej zadnje počivališče na Pobreškem pokopališču ali pa Dobravskem, bodi si zaradi pomembne arhitekture grobnic, seveda pa dajemo veliko teh nekih mehkih vsebin, od tega, da dajemo pobude ali pa da smo dali pobude za kakšne mednarodne razstave. Ne vem, na Dobravi si lahko obiskovalci pogledajo mednarodno razstavo Sončni zahodi evropskih pokopališč. Ker v bistvu so različna mesta za profesionalnimi fotografi posnela sončne vzhode ali zahode posameznih pokopališč. In tako v bistvu tudi pokopališče Dobrava za svojo poslovilno dvorano prevzema nekak območje ali pa deluje kot neka galerija na prostem. No, super. Evo, vse to so pač te možnosti, ki so bile vse skozi, samo treba jih je videti in realizirati. Tako da čestitke res za super upravljeno delo do zdaj in za vse nagrade, ki ste jih prejeli. Pa če gledamo malo naprej, čista, kakšni so kaj načrti, kaj načrtujete, kako boste vse to širili, se še da sploh? Ja, zdaj v bistvu pokopališče Pobrežje je v bistvu pokopališče, staromeščansko pokopališče, ki je včasih bilo postavljeno na rob mesta. Danes ga seveda mesto začelo objemati, okrog pokopališča se gradijo novi bloki, stavbe, torej možnosti pokopališča Pobrežja pač ni možno več širiti. Pa vendarle je mesto že pred leti predvsej dolgoročno gledalo v smislu tega, da pa je rezerviralo neko območje na pokopališču oziroma na Dobravi, ker je, torej, kot sem povedala, 36 hektarjev predvideno za pokopališče, od tega jih je zdaj trenutno 7 zapolnjenih in v naslednjem letu gremo predvsej zelo v močni del širitve pokopališča Dobrava. Kar je pomembno mogoče tudi v samem pokopališču Dobrava, je tudi raztros pepela. To je v bistvu ena storitev, za katero bi kje mogoče na prvi moment se ne zazna, ker smo Slovenci pač zelo tradicionalni in želimo imeti svoja grobna mesta tudi zelo individualno urejena. Pa vendarle statistika kaže, da je na letnem nivoju 30% več pokopov z raztrosom pepela, bodi si, da je to čisto anonimni raztros na posebnem območju pokopališča Dobrava ali pa se postavi neka spominska tablica. No, to območje smo v letošnjem letu tudi na novo razširili in ga dodelali. Skratka, vse skozi se nekaj dogaja, ne? Zanimivo. Absolutno nismo vedeli. Čisto nov vidik. Ja, na vse skupaj in z magistro Pliberškovo bomo še debatirali takoj po Marsu Smithu.
20 minut, magistra Lidija Pliberšek, naša gostja, še enkrat dobro jutro. Še enkrat jutro. Mi se tega nikoli ne naveličamo, tega dobro jutro. Ampak je to ena od bolj vljudnih stvari. Zdaj pogovarjamo se o 1. novembru, ogromno smo že povedali o obeh naših pokopališčih. Naj samo še enkrat spomnimo, da bodo brezplačni avtobusni prevozi 3 in 12 na obe pokopališči in hkrati tudi bo na voljo majster na Dobravi, ob vseh ostalih stvarih. Zdaj pa je še ena tema, Igor, ki se je ne moremo izogniti. Ekologija. Torej, v povprečju v Sloveniji vsak Slovenec nese na grob 8 sveč. Na leto to pomeni 16 milijonov sveč, to pomeni tudi 4 tisoč ton odpadkov. Koliko odpadkov se recimo nabere pri nas v Mariboru? Ogromno odpadkov se nabere. Zdaj v bistvu lahko povem samo to, da gre za večjo številko. Na Snagi, ki je prevzemnik trenutno naših sveč, ne samo iz Pobreškega in Dobrovskega pokopališča, ampak celotne regije, se trenutno nahaja 150 ton odpadnih sveč. Velik problem pri teh odpadnih svečah je predvsem v tem, da jih prevzemnik, ki je po shemi zadolžen za prevzem teh sveč, jih ne prevzame zato, ker gre za nečiste frakcije. Kaj to pomeni? Da se v keson za sveče, torej za zabojnike za sveče, odlagajo tudi razni pesek, rože, druge kovinske vaze in podobno, in v bistvu to predstavlja velik ekološki problem in seveda velik izziv za upravljavca pokopališča, kot je Pogrebno podjetje Maribor, in seveda za Snago, ki za to v prvi vrsti mora poskrbeti. Zato smo pravzaprav v letošnjem letu z strokovnimi službami javnega holdinga, z Snago kot prevzemnikom tem prvi vrsti in pogrebnim podjetjem šli veliko osveščevalno akcijo glede odpadnih sveč. V prvi vrsti smo se potrudili, ker je pač mogoče, vendar to upoštevati, ne? Ljudje smo zelo nagnjeni k temu, da mora biti vse na dosegu roke. Pobreško pokopališče je staro meščansko pokopališče, kjer ni možnosti ustvarjati nekih dodatnih otokov, ker pač ni prostora. Smo se pa vendarle potrudili, da smo naredili neke ekološke otoke, kjerkoli se je pač to dalo, koliko pogosto se je to dalo, da se čim bolj pač približamo temu delu za možnosti odlaganja in so postavljeni kesoni tako za mešane odpadke, postavljeni so kesoni za bioodpadke in postavljeni so kesoni za sveče, za embalažo in za baterije od samih sveč. Pa vendarle torej apel vsem obiskovalcem pokopališča, ko že kupite sveče oziroma ko jih odstranjujete z grobov, prosim, dosledno upoštevajte navodila na vseh teh kesonih, na vseh teh zabojnikih, piše izredno z velikimi nalepkami, da je to zgolj za sveče. Zraven so postavljeni tudi plakati, ki na nek način izpostavljajo, da bodimo prijazni do okolja. Naj bodo naši spomini v bistvu prijazni na naše svojce in naše preminule, tudi prijazni do okolja in narave. Pa vendarle, to sem že velikokrat izpostavljala, ne vem, če bom v bistvu kot oseba priljubljena v določenih sferah, predvsem svečarjev. Lahko se izredno trudimo za recikliranje, lahko se izredno trudimo, da v bistvu ločujemo odpadke, pa vendarle največji vpliv, najblagodejnejši vpliv bo na okolje, v koliko sveč sploh ne bo. Ja. Ker obstajajo številne alternative, o tem smo že danes govorili, ogromno jih je. Tako da, magistra Lidija, zdaj hvala lepa. Jaz moram samo eno stvar povedati, mogoče kot ideja, ker sem iskal, Igor bo kmalu imel rojstni dan, pa smo mislili kupiti bon za krematorij. Pa to je. Gledaj, to pač uporabno darilo. Doživljenjska vrednost. Si pa v bistvu ne vem, če vam je poznano, ob dnevu odprtih vrat je pogrebno podjetje odprlo vrata v pepeljevalnice
In zanimivo, kako veliko število ljudi je prišlo na ta ogled. Ja, ker tako vse vidiš. Takšnih ali drugačnih Tam greš razlogov. drugače, vidiš. Ne, tako da. Torej, gospa magistra, res hvala lepa za obisk, hvala, da tako lepo skrbite za obe naši pokopališči in da ste seveda uspešni in inovativni, ne samo doma, ampak širše po Evropi in svetu z svojimi idejami in svojimi izjemnimi projekti. Hvala lepa in se vidimo ob kakšni drugi priložnosti, pa se ne vem, kaj se nam čestita. Naj bo super, Naj vse tako, kot si gladko zamislil. teče. Tako, recimo. Hvala lepa. Hvala vam. Mi je bilo veselo.